Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Odpravljam se na pokopališče Školjk, to je pri Ankaranu, kjer bomo naredili en tak kratek sprehod. Do pokopališča Školjk pridete pa tako, da na avtocesti gledate izvoz za Škofije, potem pa sledite tablam za Ankaran. Pol greste še dobro 3 kilometre in potem zavijete levo dol proti morju. Lahko pa v Google Maps napišete GPS koordinate in vas pripelje točno do pokopališča Školjk. Tukaj imate tudi kar precej veliko parkirišče, je pa tako kot vse posod na obali plačljivo. 2 evra je začetna ura. In pa tudi redarje sem videla, da hodijo kontrolirati. Dostop je pa popolnoma neurejen in prav neroden, tako da moraš prav paziti, da ne padeš kam v vodo. Sicer ni globoka, je čist nizka, ampak vseeno se premočiš. Zdaj tako, ne, to ni samo pokopališče Školjk, ampak je tudi Sopolžji, ne, to recimo Sopolžji. Tako. To so vse Polžji. Dočim Školjke pa vemo tako, ne. To so pa Školjke. Občina Ankaran pa želi ohraniti to pokopališče Školjk tudi za kasnejše rodove, zato prosijo, da teh školjk ne odnašamo domov. Plaža pa leži v Bluk Koper, tudi slišimo, kaj delajo danes. V glavnem se zdi tako na prvi pogled malo neprivlačno. Škoda, ker ni malo bolj urejeno. Ampak v vsakem primeru pa priporočam obisk. Tudi izven poletne sezone, v bistvu kadarkoli. Plaža sama pa ni glih najbolj primerna za kopanje. Tukaj je bila včasih tudi neka tabla, ampak so jo očitno odstranili. Poleg ogleda Školjk je pa tudi tle se fajn sprehajati po tem resju, en tak miren predel. Je pa ta školjčna sipina nastala po letu 1990, ko je Luka Koper poglabljala dno za drugi pomol. Tako, to bi bil danes en tak polurni sprehod.
Vabljeni tudi vi na to pokopališče Školjk. Je res zanimiv za videti. Dostop me je sicer malo razočaral, ker je popolnoma neurejen. Lahko bi za eno tako znamenitost bilo malo bolj poštimano. Ampak dobro, primerno je za otroke, zanimivo, za raziskovanje malih nadobudnežev. Hvala za pozornost. Pojdite tudi vi na kak sprehod, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!